Čudovito ponedeljkovo jutro. Evo, naju nazaj z najnimi ponedeljkovimi live. Kot vsak ponedeljek sva tukaj z vami Alja Podgornik in Neja Zupan, obe učiteljci naravnega zdravljenja z mnogo let izkušenj in tukaj vam prinašava odgovore na različne vprašanja in govoriva o različnih temah, ki se tičejo naravnega zdravja, zdravljenja, kako ohranjati vitalnost, dobro počutje, pa ne samo na nivoju fizičnega telesa, ampak tudi čustvenega, mentalnega, energijskega nivoja, zato ker so vsi med sabo povezani in če zanemarimo enega, bojo trpeli tudi vsi ostali. Tako da vas spomnim, v komentarje napišite vprašanja, ki jih imate in se lahko tičejo mnogih različnih stvari, lahko so vaše osebne izkušnje, stvari, ki vas težijo, če imate kakšne simptome, ki ne veste čisto, kaj bi z njimi, lahko pa tudi bolj generalno vprašanje glede različnih tem, če ste kaj slišali, pa ne veste, čisto bi verjeli ali ne bi verjeli, kako to vpliva na stvari. Midva pol zbereva vprašanja, vedno prideva do njih slej kot prej in boste dobili odgovore na različne teme. In zdaj je res, mislim, midva delava to že skoraj 1 leto, tako da tle imate cel podcast različnih tem in si lahko greste pogledati in poslušati in se res ogromno naučite iz tega, kako poskrbeti sami zase popolnoma zastonj. Tako da vas res povabim, da si pogledate že prejšnje vsebine, ki sva jih imele. Danes bova govorile pa o eni temi, ki se nisva še dotaknili, se bo seveda vezala na stvari, o katerih sva že govorili, je pa tudi relevantna za, če naj jo poslušate, je za vas zelo relevantna, dajmo tako reči. In sicer to je vpliv elektromagnetnih valovanj in elektromagnetnih polj na vaše počutje. In tukaj elektromagnetna polja govorimo vse od mikrovalovk do telefonov, do Wi-Fi-ja, interneta, različnih variant, vse to, čemu smo mi danes vsi izpostavljeni na vsakodnevnem. Slišali ste tudi že za tale 5G, ki se zdaj vzpostavlja, ki pa dejansko obstaja okoli nas, ne glede na to, kaj bi si želeli ali pa ne. In kar ste verjetno slišali od mnogih strokovnjakov, je to, da ta sevanja nimajo nobenega vpliva na nas. Midve vam bomo pa danes povedali, da zgodba je malo drugačna in seveda, če gledamo iz energijskega vidika, je zelo logično, da je zgodba drugačna. Obstajajo pa tudi znanstvene raziskave, ki kažejo, da to absolutno ni res in da ta elektromagnetska sevanja vplivajo na nas. In da je zelo dobro vedeti, kaj se v bistvu da v tem primeru narediti. Tako da, Neja, jaz predajam te besedo. No, lep pozdrav spet na to ponedeljkovo jutro, nov začetek, nove priložnosti in nove možnosti. Elektromagnetna sevanja so tako zelo zanimiva. Lejte, takrat, ko sem jaz šla skozi izkušnjo ali pa proces ozdravitve raka, jaz sem čisto cel čas sem tako imela okrog sebe eno žico, prevodnik, ki se je dotikal mojega telesa in sem jo imela napeljano dol v tla, zato da so se elektromagnetna sevanja, kakor so se lahko, so se od mene odvajala. In potem sem to seveda hodila, ko sem po naravi hodila, ali pa no, doma sem imela pa sem bila vklopljena ne na elektriko, ampak je bila vtičnica, ampak vsaka vtičnica ima tudi ozemljitev. Sem bila tudi priklopljena na ozemljitev. Obstaja ena knjiga Earthening, se pravi ozemljevanje. Jaz vsem priporočam, da to knjigo preberete, zato ker Zemlja ima veliko tako močno dobrodejno energijsko polje. In zato sem bila jaz takrat neprestano priključena, zato da sem dobivala tudi od Zemlje to polje. Seveda mi lahko dobimo to polje, tudi če bosi hodimo. Ampak nisem zmeraj bosa hodila in doma sploh, ne vem, živimo v betonskih celicah noter in nismo mi ozemljeni. In potem pride do vpliva različnih naprav
ki sevajo, ne, to nekaj jih je že naštela Alja, kot je Wi-Fi, se pravi brezžični internet, pa ne samo brezžični internet, tudi žični internet in sama električna napeljava. Sploh ni treba imeti, ne vem, neke sofisticirane in napredne tehnologije, ampak je lahko to tudi čist navadna električna napeljava. Na primer, imaš elektriko, ti spiš in imaš elektriko direkt zadaj napeljano za tvojo glavo. Ja, električen kabel ima elektromagnetno polje. To elektromagnetno polje, sem brala te strokovnjake na tem področju, približno pol do 1 metra okrog. Se pravi, ti si celo noč, tvoja glava je lahko celo noč na elektromagnetnem sevanju. Tudi takrat, ko sem šla skozi proces ozdravitve raka, sem jaz najela strokovnjaka, ki je premeril vse, kako imam elektromagnetno polje, predvsem v spalnici. Zato, ker jaz sem se po noči rabila odpočiti od vsega, kar se je dogajalo. Čez dan, seveda, čez dan sem imela ogromno enih tretmajev, ali sem bila kje v procesu ozdravitve raka, sem bila jaz v 1 letu pa pol kar na 5 detoksov, ki so trajali od 10 do 35 dni, zato ker sem imela raka, ki je bil agresivne oblike, hitro napredujoč, vezan na hormone, na hormonsko neravnovesje, progesteron in estrogen sta bila kar 5-krat estrogen je bil 5-krat večji kot progesteron. Tisti, ki se spoznate, veste, da je to zelo velike številke so to. No, in mi prišel vse premeriti in jaz sem glavo obrnila v drugo smer. Tam, kjer je bilo najmanj sevanja, obstajajo naprave, ki zmerijo, koliko je sevanja. Tako, kot sem rekla, lahko je Wi-Fi, jaz imam doma Wi-Fi, zvečer imam tipko, pok ga ugasnem, zato da vsaj po noč lahko spim, pa hvala Bogu imam hišo, ne, da drugih sevanj ni. Potem mikrovalovna pečica, mobilni telefoni, ali pa to je zdaj popularen, jaz sem bila čist v šoku, sem bila približno 1 teden nazaj, sem iskala telefon, nov telefon, mobilni telefon seveda, ne, ki bi imel še tisto bananico za slušalke, ne. Ja, mi prodajalka v A1 rekla, veste, gospa, ti telefoni pa ne obstajajo več, so vsi tisti, ki so v ušesih. In so raziskave narejene, da če imate vi to v ušesih, se vaša glava čisto sprži noter. In tlele še ne vem, kaj bom naredila, zato ker včasih pa se potrebuje, ne, nastavki noter za telefone, ampak jaz sem bila čist v šoku. Potem recimo televizija, računalnik, so potrebni razdelilci za elektriko, recimo imaš ti eno vtičnico, pa rabiš, ne vem, imaš računalnik, telefonov in pa vse vklopljeno noter razdelilc. Ampak vedeti moraš, da ta razdelilc seva okrog sebe vse povsod tam, kjer poteka. In recimo imaš razdelilc pri nogah, ko delaš na računalniku, pa imaš ogromno stvari priklopljenih, imaš razdelilc pri nogah, in to si neprestano v enem sevanju. Da ne govorim o umetni svetlobi, recimo luči so te navadne na wolframovo tole nitko
Ja, te so bile dokaj še podobne tej naravni svetlobi. To, kar je pa zdaj vse ledice, pa dobro, mogoče kakšne halogenke še, ampak to ledice, pa to, ne vem koliko nazaj, 2, 3 serije nazaj, mimogrede vse, kar mi zdaj, oziroma vsi te live so dostopni tudi na YouTubeu, tako da poglej, pokomentiraj, vprašaj, lahko se naročiš tudi na svetovanje z nama, čist individualno svetovanje, če res hočeš poskrbeti za svoje naravno zdravje. No, in nekaj teh liveov nazaj je prav Alja govorila o tej modri svetlobi, ja, to vse te ledice, to vse seva modro svetlobe in ogromno ljudi ne more spati. Mogoče bo še kaj na to temo povedala. Tudi, to je pa zadnjo govorila, recimo tudi plesni, ki so v stanovanju, tudi te svojemu poljem vplivajo, onesnažujejo celo okolje, to so obremenitve v naravnem okolju. Pa indukcija, mislim, da indukcije še nisem omenila, mislim. A ti ni že to čuden, da ti proizvajalec napiše, da nosečnice naj bi pa ne uporabljale indukcije oziroma se zadrževali blizu indukcije. Nobeden naj se ne bi. Nobeden. Ja, te raziskave, ki so narejene, v glavnem delajo v podjetjih, kjer proizvajajo te aparate. In itak, če je raziskava naročena, potem bo šla bolj v prid tistega, ki to raziskavo naroči. Ampak so pa zraven tudi druge raziskave narejene. Kako to škodljivo vpliva, samo tega je približno tako, kot tista tole s korona cirkusom, ki se je dogajal. Ja, večina ljudi ni bila seznanjena s tem, da je to res cirkus. In tiste naravne načine, kako se mi zavarujemo, ni bilo nikjer slišati. In potem smo bili mi označeni kot teoretiki zarote, pa ne vem kaj. Ja, tudi tukaj na področju elektromagnetnega sevanja. Ne mikrovalovke, ne indukcijske plošče, še najbližji je plinski gorilnik, še najbližji temu naravnemu kuhanju. Tako da ogromen stvari povzroča, da mi živimo v zelo onesnaženem okolju. Pa bom jaz zdajle predala besedo še Alji. Alja bo nekaj več povedala o elektromagnetnem polju okrog človeka, pa bom potem jaz še mogoče na koncu še kaj dodala iz mojega arzenala, ker imam ogromno rešitev, kako, jaz sem šla skozi raka in skozi proces raka, ozdravitve raka, in sem mogla vse te stvari v svoje življenje vključiti. Zdaj predajam Alji, pa bo še kaj povedala, kako lahko kaj narediti, pa bom pa še jaz kaj dodala. Se pravi, spet, midva sva to po moje že 1 milijonkrat rekla, mi smo energijska bitja s fizično izkušnjo. Se pravi, primarna stvar, ki se dogaja tukaj, tako v 95% je energijsko polje, pa je pa materija, tisto, kar vidimo, pa tisto, kar večina ljudi reče, da to je to. Ne, mi smo energijska bitja, se pravi, mi smo eno podpolje univerzalnega kvantnega polja, čemur se reče Bog ali pa zavest ali pa ne, različna imena. Vse ostalo ima svojo energijo, vaš kavč ima energijo, vaša stena ima energijo, plesen ima energijo, vse ima energijo. In je vedno vprašanje interference z vašim poljem. Sevanje ogromno okoli nas
in to so energije, s katerimi se naše polje ni razvilo. Okay? Mi smo se razvili čez milijone let z naravo. Sevanja oziroma energijska polja, ki nam dobro denajo, so, če greste vi v gost, če ste vi v naravi, če ste zraven vode, je odlično za to. In to začne dejansko čistiti vaše energijsko polje. Na bolj fizičnem nivoju se to dostikrat bo rekli, so prisotni negativni ioni. In pa to, kar je Neja rekla prej, če vi bosi stojite od zunaj, je bilo dejansko pokazano, vi ste prevodnik, vi ste v bistvu polprevodnik energije in ko stojite bosi na zemlji, prevajate elektrone, ki pridejo iz zemlje. In te elektrodi spremenijo strukturo vode v vašem telesu. In to je bilo pokazano, kako se vnetni procesi zmanjšajo v telesu in kako se, mislim, da je bila struktura rdečih krvničk, da se spremeni, če človek to dela. Bili so pa tudi raziskave, ki so pokazale, da če človeka damo z veliko vnetji v telesu po bolečinami, da spi od zunaj en teden, ne niti nujno na tleh, ampak recimo, da ima samo eno leseno stvar vmes ali pa nekaj iz naravnega materiala, da se neverjetno izboljšajo in zmanjšajo vnetni procesi v celem telesu. Tako da jaz bi rekla, prva stvar, ki jo lahko si naredite, tudi če nimate možnosti, vsi lahko ugasnete svoj Wi-Fi po noči. Jaz to tudi delam, to je najmanjši problem. Ogromno routerjev ima celo možnost, da nastavite časovno, da se avtomatično izklopne ob 10 zvečer in vklop ob 6 zjutraj nazaj. Tako da imate celo možnost to sami naštimati, če nočete o tem razmišljati. Jaz svojega kabel potegnem ven vsak večer in je to. To so minimalne stvari. Mikrovalovke ven vršt. Tlej brez veze se sploh ukvarjati. Lejte, mi smo si toliko sranja nabrali, kar se tiče našega zdravja, s tem, ker hočemo biti, da nam je udobno stalno. Ker namesto tega, da počakamo 3 minute, da se voda segreje na štedilniku, moramo iti na indukcijo zdaj zato, da bo to 2 minute. Mislim, to je, lejte, jaz mislim, da je to... Indukcijo, če že imate inštalirano, lahko ne boste takoj se odločili celega štedilnika ven vršt, ok, mikrovalovko pa dajte ven vršt danes, pa ne več uporabljati, ker je bilo pokazano, da uniči hranilno vrednost hrane, spremeni sevanje same v hrano, vi pol jeste nekaj, kar seva in dajte to direkt v telo. To je to ven vršt, ker so druge stvari, ki so lih toliko hitre ali pa mogoče mičkan manj udobne, si boste vzeli v njih 30 sekund za svoje zdravje. Pol je pa treba začeti gledati, mi moramo biti tudi realni, kje smo in kje živimo in kakšne so naše možnosti. Imamo kempe ljudi, ki bi jim bilo zelo všeč, da bi mi šli praktično nazaj živeti v kameno dobo ali pa da bi se vsi preselili na kmetije, pa živeli brez vseh teh modernih stvari. Mislim, da vsi vemo, da to ni realno za 99% ljudi. Tako da jaz to, kar se dogaja, vidim kot zelo veliko priložnost za nas. Zato, ker mi vsi imamo možnost, da svoja elektromagnetna polja uravnavamo, svojega telesa. Elektromagnetno polje, naše celostno stanje, je pa v bistvu tudi to, čemur mi zelo velikokrat rečemo čustva. Kako se mi počutimo v trenutku. In bolj, ko mi delamo na tem, da smo v čustvih nekega notranjega miru, zadovoljstva, hvaležnosti, da vidimo priložnosti okoli sebe namesto omejitve. In tle se seveda gre za to tudi, kako naše miselne vzorce pogledamo in rešujemo. Bolj naše elektromagnetno polje, našega telesa, potem pove dejansko našim možganom in živčnemu sistemu in fiziološkemu telesu, kakšne vrste snovi naj izloča. Če smo mi v čustvih ljubezni, zadovoljstva, se bojo izločali oksitocin, dopamin, vazopresin, rastni hormon, kar so vsi hormoni, ki pomagajo nam, da se dobro počutimo, da se regeneriramo, da tkiva rastejo v redu. Če smo mi v stanju strahu, se izločata adrenalin, pa kortizol, pa vnetni faktori, prostaglandini, citokini. In pol je naše celo telo v tem noter. In potem se vnetja začenjajo. Zato tudi, kaj Neja omenila tisti korona cirkus, to, da se uporablja strah kot motivacijo, pa se gre kao za zaščito imunskega sistema, je največjih blefov, kar smo jih imeli v zgodovini. In ti ljudje ali nimajo pojma, pa to namenoma delajo. Bomo tle zelo realni. Tako da paziti na svoje notranje stanje in tukaj potem se da marsikaj sebe zaščititi, zato ker moramo biti realni, mi se ne moramo izogniti vsemu, kar je okoli nas danes in hkrati še zmeraj delovati v tem svetu. Lahko pa s tem, da greste vsak dan v naravo, pa tudi če čevlje date za 5 minut, pa stojite tam
bo pomagali na soncu, ko je sonce od zunaj. Takrat, ko ste v naravi, res pustiti, da vas to polje, če jaz temu rečem, infiltrira. Kaj to pomeni? Začutite sonce na vaši koži. Dajte si vzeti čas, da slišite petje ptičkov, da zavohate vonjave, zato da ta energija res noter pride na zavestni ravni, ker začne takoj miriti živčen sistem, kar pa takoj pomeni, da se vnetni procesi začnejo zmanjševati. Tako da, to je ena najlažjih stvari. Dajte ven te vrste sevanja, kar jih lahko, več, kot jih lahko danes, če lahko date ven mikrovalovko, če lahko začnete izklopiti Wi-Fi. Telefon, če ga nosite na sebi v letalski mode, se pravi airplane mode, zato da ne bo seval. To, da se telefon nosi v žepih. Dokazane so bile raziskave, da ta elektromagnetna sevanja sploh delujejo zelo slabo na reprodukcijske organe, da uničijo pravilno delovanje spermijev. In to je oboje za moške in za ženske, delujejo negativno na reprodukcijske organe, ker zvišajo oksidativen stres in onemogočijo mitohondrijem, da v redu delujejo. Tako da, če morate telefon nositi na sebi, ga vedno dajte ta letalski način, še boljše pa, če ga date v letalski način, pa ga v torbo date, ki ga nosite. Jaz bi vam to rekla, to lahko tudi vsi naredite. Vsak dan ven, vsak dan bosi stopiti na travo, obstajajo pa seveda še drugi načini, kako to delati. Tako da jaz bi vam to rekla danes, pa začnite delati na svojih miselnih vzorcih pa čustvih, ker to vam bo največjo razliko naredili. In če rabite s tem pomoč, če rabite s tem nekoga, da vas vodi skozi to, midve znajo obe zelo veliko delava s tem in vam bo pomagala, da ugotovite, kje se ciklate, če tako rečem po domače, da ste pol ujeti stalno v teh negativnih čustvih. Ja, hvala, super, Alja. Jaz sem vmes, ko si ti govorila, še eno stvar se spomnila. Kje je pa zdaj ena ful huda nevarnost, so pa pametne ure. Mislim, pa to recimo zdaj imajo ljudje, ki imajo diabetes, imajo te ure zato, da stalno spremlja, koliko je sladkor. Dolgoročno, adijo pamet, kaj bo to prinesel. To si čist skozi pod vplivom enega sevanja. Jaz sem zdajle podelila eno slikco. Alja je že govorila o čakaj, kje pa imam zdaj? Čakaj, tole bo. Evo, takole. Alja je že govorila o energijskem polju okrog nas. Ne vem, če veš, da je srce najmočnejši generator elektromagnetnega polja. In takole, kot zdajle vidiš, je takole elektromagnetno polje. Zdaj pa imaš ti okrog, ne vem, samo uro imaš na sebi in ta ura točno to polje čisto skozi moti. Potem Wi-Fi, mikrovalovke, indukcijske plošče, električne napeljave, vse te stvari točno tale polje ful motijo. Tako da Alja je že nakazala, kako pomemben je delati s čustvi, ker čustva so direkt povezana s srcem, s tvorbo elektromagnetnega, tega močnega elektromagnetnega polja. Jaz sem imela, prejšnji petek smo v programu Postani mojster zdravja obravnavali srce. Srce je vladar. In če se vladar ne počuti v redu v telesu, potem je okrog njega čisto vse narobe. Zamisli si kraljestvo, kjer je vladar nemočen, žalosten, zgrožen, jezen, ne vem kaj vse. Kakšno bo to kraljestvo? Ja, itak, da vse okrog ne bo nič delovalo. Še nobenega ne posluša. Ja, no, še to, ja. Tako da,
paziti res na svoje srce. Drugo pa je, jaz vedno, ko pride nekdo k meni na svetovanje, pogledamo tudi samo elektromagnetno polje, kako mi lahko elektromagnetno polje povečamo. Ja, delaj energijske vaje. Je bila zadnjič, ne vem, kakšen teden nazaj, pri mene na gospa je rekla, pa je zdaj fajn je bolna, ne, je rekla, ja, pol leta nazaj sem nehala delati tibetanske vaje. Sem rekla, takoj začeti tibetanske vaje delati nazaj. Karkoli delaš zato, da se energijsko polje, da ga ohranjaš, neprestano delati. Recimo, jaz imam pač e-Vitali svoje, to tudi kar učim, na Postani mojster zdravja, tudi če prideš na svetovanje z nama, z Aljo, jaz bom te vaje povedala, kako delati te vaje, Alja bo svoje vaje povedala, kako ohranjati to energijsko polje okoli sebe. Pa čist najbolj enostavne stvari, tako kot je tudi Alja rekla, odstrani vse aparate, vsaj zvečer od sebe. Pa to te pametne ure, mislim, pa zakaj nujno rabiš meriti še celo noč, kako ti srce dela. Ja, apneja. Apneja je to, da včasih pač človek neha dihati, ne. In zdaj imajo aparate, imaš uro, da te meri in potem takrat, ko ti nameri, da ne dihaš, ljudje, ki imajo apnejo, potem malo slabš dih, mislim, se zjutraj običajno zbudijo utrujene. Ampak apneja je posledica težav v energijskem polju tvojih pljuč in je treba na pljučih delati. Tudi uporaba vseh teh brezžičnih slušalk, ki so tako popularne. Ja, je udoben, da ti nimaš kabel, pa da ti ni treba kamor, mislim, da greš kamorkoli, pa boš poslušal. Ampak, a si pomislil, da ti sprži tvoje možgane? Se pravi, delati na energijskem polju. Potem je pa seveda še hrana. Od hrane pa, ko pridejo k meni ljudje na ta sken, jaz bom takole rekla, 95% ljudi ima čist zrušeno elektromagnetno polje in v njihovem elektromagnetnem polju, v lastnem elektromagnetnem polju, ogromno krat najdem Wi-Fi-je, halogenke, električna omrežja, računalniška omrežja, geopatska sevanja, vse te stvari potem brbotajo v tem energijskem polju. In najmočnejši tudi hranila, ki preprečujejo, da ima to elektromagnetno polje vpliv na vas, oziroma preprečujejo, vsaj zmanjšajo. No. Najboljše je biti čim bolj v naravi, tako kot je rekla Alja, hoditi po tleh, bos. Recimo alge. Veliko alg uživati. Te vežejo, te težke kovine, elektromagnetna sevanja, ogromno antioksidantov pojesti. Zdaj, C-vitamina. Zdaj, če hočeš z nama delati, bova midve točno povedala, za tebe naredimo sken, pogledamo, kaj se dogaja not, potem pa začnemo delati, daj odstrani to, odstrani to, odstrani to, odstrani to. In dodaj v svoje življenje to, tretji, četrti. Zdaj govorim tako zelo nasplošno, kot sem rekla, alge, C-vitamin, antioksidanti, živa živila, vse to pomaga, da se tudi elektromagnetno polje v tebi noter majčkeno bolj zmanjša. No, to je to v glavnem, Alja, če imaš še ti kaj za dodati, mislim, da je v kratkem zdaj to, ne. Jaz mislim, da sva
zajela vsaj večina stvari. No. Ja. No, tako da, glejte, uporabljajte te električne naprave po pameti. Sploh pa zvečer vse ugasniti. No, in se vidimo prihodnji teden. Lepo se imejte. Čakaj, ne, še to sem hotela reči. Na Ivitalis retreatu, ki ga bomo imeli od 2. do 4. junija, prid in tam bomo naredili ogromno vaj za to, da se elektromagnetno polje vzpostavi. In tam nimamo Wi-Fi-ja, tako da boš izpostavljena res dobrodejnim vplivom narave. Imamo tudi izvir, lahko jim hladen tuš, je tam en slap, gremo lahko vsak dan pod tisti tuš, tudi voda zelo dobro vpliva, Alja je prej omenila negativne ione, zelo dobro vpliva, tako da prid se nam pridruži. Bo tudi Alja, bo tam, jaz bom tam, pa še precej drugih ljudi. Tako da pridi in bomo skupaj vzpostavili zdravo energijsko polje. In lepo se imej, do naslednjega tedna. Spodaj postavi vprašanja, karkoli te zanima. Ali pa komentiraj to, kar smo mi zdaj povedali. Jaz upam, da smo vse zajele. Ok, čau. Čau. Čau.